Ja, lep pozdrav še v mojem imenu. Hvala za najavo, Matej in Alešu. Aleš bo še potem nadaljeval za mano, jaz vam bom pa, kot je bilo že povedano, predstavila izkušnjo prenovljenega spletnega mesta knjižnice. No, zakaj smo šli v prenovo? Lahko bi to rekli, da v bistvu prenova spletne strani ni vprašanje ali, ampak je vprašanje kdaj. Se pravi, ugotovili smo, da je ta spletna izkušnja, kot veste tudi sami, postala tako del našega vsakdana, da nam sledi tudi takrat, kadar se končno odlepimo od ekranov na samih telefonih, ki jih imamo v žepu, in smo vse bolj čutili potrebo, da pač našo spletno stran prenovimo. No, čeprav smo za staro spletno stran dobili že nagrade, leta 2013 in 2014 smo dobili Netka in Websja v kategoriji najboljših spletnih rešitev javnih in nevladnih organizacij, smo vse močneje čutili, kako naš čas v bistvu prehiteva. Tehnologije se ves čas zelo hitro razvijajo in retrospektivno gledano se zdi, kot da res bliskovito. Tisto, kar se je nekoč zdelo nemogoče, da bo imel vsakdo doma ne le računalnik, ampak celo ves čas v svojem žepu izjemno zmogljiv računalnik, telefon, se zdi danes že skoraj da banalno samoumevno. Vendar hitre in sodobnemu uporabniku prilagojene spletne strani niso ne samoumevne in ne večne, zato smo se leta 2019 odločili, da prenovimo našo spletno stran. Čakaj, zdaj smo malo šli naprej. Ja? No, prva dilema, s katero smo se soočili, je bila, katero tehnologijo uporabiti. Mi smo do tedaj imeli spletno stran na Joomla, to je odprtokodni sistem za upravljanje vsebin ali CMS, ki pa se je s časoma izkazal za pomanjkljivega. Tukaj na grafu vidite, v bistvu sem šla na Google Trends in sem poiskala ključne besedi WordPress ali Joomla in vidimo, kako se s časom Joomla v bistvu izgublja na pojavnosti, na deležu, na tržnem deležu, in vse večji tržni delež je osvajal WordPress. Zaradi tega je tudi pritegnil našo pozornost in smo razmišljali, mogoče bi pa zdaj prišli na novo tehnologijo. No, v bistvu smo ugotovili potem prek analize, da je WordPress tudi dosti bolj enostaven za uporabo, predvsem za začetnike, kar je za nas zelo pomembno, saj v bistvu vnašalcev na spletno stran kar precej, okoli 30, in to so tudi knjižničarji, ki ne delajo samo na spletni strani, ampak tudi druge zadeve in zelo fajn, da so stvari enostavne. Poleg tega se je WordPress izkazal tudi za bolj razširljivega in posledično ugodnejšega, z izjemno veliko podporno skupino, na njem je pa tudi manj hekerskih vdorov glede na tržni delež spletnih strani, kar pomeni, da je bolj varen. Toda, v bistvu nas je še vedno skrbelo, ali bo zdaj ta prehod, ta migracija iz ene tehnologije na novo res upravičena, ali bo mogoče se odkrila še kakšna past, na katero nismo pomislili. No, če si prej pogledamo še naš razvoj spletnih strani, vidimo, da je v bistvu prejšnje prenove menilo že kar precej časa. Leta 2013 smo prejšnjo stran prenovili, na to se je pa čas bliskovito odvrtel in vmes smo seveda, no, ta stran je bila seveda, kot sem omenila, na Joomla, potem smo leta 2018 osnovali še posebno spletno stran za domozdanske vsebine ljubljanske zgodbe, tudi ta je na Joomla še vedno v bistvu. In potem smo lani v prvi polovici leta 2021 prenovili naše spletno mesto in ga migrirali na WordPress. Posebej na Joomla pa še vedno ostaja ta otroška spletna stran in ljubljanske zgodbe, kot rečeno, ta nas še čaka, te prenove, migracije. V drugi polovici lanskega leta smo pa potem še angleško stran objavili, ki je tudi precej bolj interaktivna, več ima aktualnih vsebin, tudi dogodke, priporočeno gradivo, novice in tako, kar prej v bistvu nismo toliko imeli. Plan za naprej je pa seveda pester in nikoli ne zmanjka idej. V glavnem želimo si prenoviti tudi ljubljanske zgodbe,
Želimo vzpostaviti učni center, tudi kot posebno podstran. V kratkem bomo objavili pa tudi en zanimiv projekt, Ne beri minute, boste videli zdaj do konca tega meseca, spremljite našo spletno stran, zakaj se gre. V bistvu bo projekt promoviranja branja splošni populaciji, za vse Slovence in izven. Plan za strateško obdobje je tako v bistvu kar že zapolnjen, tudi želimo si ta multimedijski center povzdigniti na višjo raven, otroška spletna stran, kot rečeno, bo velik izziv tudi. Mogoče še za kontekst pri prenovi, zanimiva statistika, mi smo imeli v bistvu kar lepo zgodovino ene statistike, spletne strani, ki jo spremljamo z Google Analyticsom, in ta nam tudi precej pomaga potem pri prenovi spletne strani, da vidimo, kaj se obiskuje, kaj ne funkcionira in tako naprej. No, vidimo, da je 56% ljudi prišlo na našo spletno stran z neposrednim obiskom, se pravi, da so vpisali naš spletni naslov v URL, v okence. 34% približno nas je našlo z organskim iskanjem, se pravi, da so vpisali v iskalnik naše ime in nas našli. S plačanimi oglasi smo pridobili približno 7% obiska. Naj omenim še to, da uporabljamo Google oglase za promocijo naše spletne strani in podstrani. To od približno leta 2019 in se nam kar precej pozna. 2% pa gre do zasluge družbenim omrežjem, o katerih bo potem Veronika kaj več povedala. No, če primerjamo leto recimo 2020 in 2021, za kateri imamo polne statistike, vidimo, da je v bistvu porast obiska za približno 52% večji v letu 2021. No, tukaj si pa lahko pogledamo, zdaj recimo, kako je ta evolucija prenove potekala. Na levi strani imate našo schematsko postavitev elementov na spletni strani, se pravi, to smo mi pripravili. In potem na razpisu so izbrani izvajalci prenove, Ideas, pripravili ta desni oblikovalski predlog. Vidite recimo, kako se to pretvori ideja v dejanje, v samo oblikovanje. No in tudi, ker sem prej postila odprto vprašanje glede WordPressa, dejansko se je prehod na WordPress izkazal z zelo dobro odločitev. Stran smo zelo optimizirali, veliko hitrejša je, sploh se pozna to na mobilnih napravah, ki je zmeri večji obisk tudi. In izjemno razširljiva je, tako da vedno kaj novega dodajamo in popravljamo. No, ne vam predstavim, zdaj verjetno vas najbolj zanima, kaj je tisto novo na naši spletni strani. No, čeprav je v bistvu spletno mesto več kot le lepa podoba, pomembne so tudi kvalitetne vsebine in dobra uporabniška izkušnja, smo v bistvu poskusili pri prenovi vključiti vse te tri vidike in oblikovati spletno stran, ki bo res najboljša v vseh teh pogledih. Sami kot knjižničarji in knjižničarke dobro veste, koliko v bistvu enih dogodkov, storitev, gradiva, projektov, pač vseh dejavnosti zajema knjižnica in kako je težko to potem na enostaven, lep in pregledan in privlačen način predstaviti. Radi bi namreč vse predstavili, ampak ne preveč naenkrat, da ne bi bil potem uporabnik oziroma obiskovalec preveč zmeden. In ta dilema v bistvu je kar večna, nam kar sledi in jo rešujemo tako, da se poslužujemo nekega minimalističnega oblikovanja, kjer uporabniku na naslovni strani prikažemo le delček, s katerim ga poskušamo navdušiti, da potem sam naprej raziskuje in se poglablja v vsebine in gradivo. Se pravi, želimo biti pregledni, ampak z izzivi, ki nam jih je prinesel COVID, pa tudi čim bolj uporabni nadaljavo. Vse te digitalne vsebine so zelo koristne. Eden izmed naših glavnih fokusov seveda je predstavitev gradiva, kar lahko vidite na desni strani, tudi kako izgleda. S filtri levo lahko iščemo na obsežen način,
Na vrhu pa je tudi izpostavljen naš glavni projekt branja, Mesto bere, ki vsako leto predstavi izjemno kvalitetno gradivo. Tako, v bistvu lahko pri priporočenem gradivu najdemo res za vse okuse, za vsakega nekaj, za vse želje, tako knjige, glasbo, igrače in filme. Del od njih si jih lahko ogledamo tudi preko spleta na zahtevo. Tako da na spletnem mestu se vztrajno približujemo številki 10.000 enot priporočenega gradiva, vsak mesec pa jih objavimo še približno 150-200. Poseben fokus dajemo priporočenemu gradivu ter kuriranim bralnim seznamom, tako bralnim kot multimedijskim. Tako filmske kot glasbene in druge knjižne sezname promoviramo tudi na družbenih omrežjih in prek Google oglasov, da dosežejo čim večji učinek tudi med ljudmi, ki nas mogoče ne spremljajo in ne poznajo. Se pravi, če pišejo recimo zabavne knjige, v Google iskalnik najdejo naš plačan oglas in tako kliknejo, potem mogoče raziščejo še kaj drugega. Še navdušimo druge za storitve knjižnice. Tudi pri dogodkih je na voljo obsežno filtriranje ter možnost spletne prijave in dodajanja svojega dogodka v koledar. To je praktično tako za obiskovalce, da si organizirajo svoje dogodke in si shranjujejo v koledar, kot tudi za nas seveda, ker lahko že prijave na nek dogodek spremljamo in vodimo preko spletne strani. Prek spletne strani imamo tako tudi evidenco do prijavljenih na prireditve in izobraževanja. No, kot posledica prihoda v novo življenje, v katerega nas je prisilil COVID, pa smo vse bolj osredotočeni na storitve in gradivo, ki ga lahko našim članom in uporabnikom ponudimo na daljavo. Vse te vsebine najdemo na podstrani Od doma, ki širi meja naših knjižnic onkraj občine in celo države. Kajti spletnim opisom, nadaljavo dostopnimi zbirkami filmov, knjig, serijskimi publikacijami ter spletnimi dogodki, vse bolj dosegamo tudi geografsko širše območje, mogoče tudi uporabnike, ki so manj gibalno mobilni, pa tudi tiste, ki si preprosto želijo naše storitve kjerkoli in kadarkoli. Novost, na katero smo tudi zelo ponosni, je naša posebej zaokrožena podstran Pionirske, Centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo, Mestne knjižnice Ljubljana, kjer najdete vse, kar vas je zanimalo o branju kakovostnih slovenskih knjig za mladino in otroke. In po tem vzoru si želimo tudi prenoviti ljubljanske zgodbe in učni center. No, naše spletno mesto skriva še marsikatero prijetno presenečenje in tudi tokrat smo zanj prijeli priznanje Netko, kar je bilo že večkrat omenjeno. Rada se še jaz pohvalim. Ampak vabljeni, da nas obiščete na spletni strani, naj bo ta video, ki vam ga bom zdaj pokazala, uvod v ta tudi vaš obisk na našo spletno stran.
Najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa Ireni za njen del. Nadaljujem pa jaz, že prej sem omenjal, da smo že za samo strategijo digitalne knjižnice nekje zasnovali potrebo po ustrezni komunikaciji pa ustreznem skrbništvu. Tako da zdaj Irena je predstavila spletno stran, jaz pa bi z vami podelil izkušnjo, kako smo se pa lotili prenove intraneta. Zdaj, intranetna spletna stran Mestne knjižnice Ljubljana je zaživela že precej kmalu potem, ko so se 5 knjižnic združilo leta 2008. Takrat je bila ravno tako kot stara spletna stran postavljena v WordPressu. In v bistvu intranetna spletna stran je takrat rasla precej organsko, kar pomeni, da se je nabiralo gor določene vsebine, ki niso sodile, težko je bilo potem pravzaprav sploh poiskati, katere vsebine obstajajo na spletni strani, potem je bila težava tudi z samimi nadgradnjami, tako da smo se še spet pred samo korono, smo rekli, ok, zdaj pa zasnujemo mogoče malo bolj začrtano pot, kako komunicirati z našimi kolegi. Postavili smo si vprašanje, katere elemente moramo nasloviti, ko želimo podati ustrezno informacijo in dostop do vseh gradiv in pa morda tudi, kako zadeve nadgraditi, da bojo vsi dobili točno, jasno, enostavno in hitro informacijo. Zdaj s kolegi z delovne skupine za prenovo intraneta smo pripravili idejo, da intranet vsebuje 3 temeljne elemente. Prvi element je komunikacija, torej, da znamo, da vsi pridejo do enake informacije na hiter in enostaven način, kakor tudi, da pridobimo nazaj vse odzive, kakršnikoli pač kolegi že imajo. Drugi element je v bistvu neke vrste file server, prostor, kjer so shranjeni vsi najpomembnejši dokumenti in gradiva, ki jih potrebujejo za vsakodnevno delo z kolegi ali pa za interna dela. In tretji element je bil pa tako imenovani MKL servis. To je bila pa posebej platforma, kjer pa smo se odločili, da bomo razvijali določene aplikacije, avtomatizirani sistemi, s katerimi bomo olajšali vsakodnevne delovne procese. Izgled intraneta je sledeč, kakršnega tukaj vidite, jaz PowerPointa nisem predstavljal, ker se mi zdi bolj primerno, da vi v živo vidite, kako zadeva izgleda. Torej, poleg tistega novičarskega, kar se nekako tudi pričakuje od dobre intranetne strani in foruma, smo tukaj vključili tudi povezave do teh preomenjenih najpomembnejših elementov. Dostop do aplikacij, ki jih bodisi kupujemo za to, da oziroma imamo omogočeno za čim bolj avtomatizirano delovne postopke, kakor tudi tiste aplikacije, ki smo jih sami razvili. In pa en zelo pomemben element je izobraževanje. Veste, da učni center MKL se je kar dolgo časa razvijal, v preteklem letu je pridobil tudi naziv kompetenčnega centra za izobraževanje strokovne javnosti in knjižničarjev. In po podobnem konceptu, kot jim pripravljamo in organiziramo, razvijamo izobraževalne dejavnosti za kolege izven prostorov knjižnice, še toliko bolj pomembno za samo delo, da to nudimo tudi našim zaposlenim. Torej, da uredimo ustrezen koncept internega izobraževanja za dvig kompetenc. In zato je tudi poseben segment naše intranetne spletne strani namenjen izobraževanju. Postopkov prijave, pregledu izobraževanj, ki jih ponujamo tako za zunanje, predvsem pa za notranjo javnost, interno javnost, kjer imamo tudi posebej zasnovane določena
izobraževanja. Torej, tisti koncept, ki ga imamo na spletni strani za uporabnike ali za strokovno javnost, smo prenesli tudi na nivo interne komunikacije. Tukaj so zbrana tudi vsa najpomembnejša gradiva, učna gradiva, ki smo jih pripravljali, ki smo jih razvijali za različne javnosti, za uporabnike, za zaposlene. Recimo, če tukaj pokažem, je tega kar precej. Res je, imamo mi tudi svoj datotečni sistem, imamo skupne dokumente, ampak dejstvo je, da tam je ogromno nekega gradiva. In ravno zato smo tudi rekli, da na internet damo dejansko samo tista gradiva, ki so nujno potrebna, ne pa različne delovne elemente. Omenil sem, da intranetna spletna stran je namenjena tudi zbiru nekih gradiv, nekih dokumentov, ki nam olajša vsakodnevno delo. Bodisi olajšuje naše interne postopke ali pa olajšuje delo za uporabniki. Tako imamo tudi razdeljen celotno strukturo. Torej, en večjih elementov je delo z uporabniki, torej od delovnih postopkov do priročnikov za uporabo nekih avtomatiziranih delovnih procesov. Po drugi strani je tak večji element organizacija dela. Torej tisto, kar poskušamo, ker poskušamo omogočiti dostop kolegom, ne da bi zdaj iskali, kje med skupnimi dokumenti se zadeva nahaja, in pri tem naslavljamo različne področja, različne elemente našega dela. Tretji element so tisti dokumentacijski. To je tisti element, ki smo ga najbolj skrčili napram prejšnjemu intranetu, ker tam je bilo dejansko, smo se tako rekoč tlačili gor, vse, kar je se nam izdelo pomembnega. Tukaj res pridejo upoštev interni pravilniki, sklepi, zapisniki vseh najpomembnejših delovnih teles, torej seveda svet zavoda, strokovni svet in pa seje strokovnega kolegija, torej notranji posvetovalni organ direktorice knjižnice, in pa tisti strateški dokumenti, ki opredeljujejo delovanje Mestne knjižnice Ljubljana. Nekaj strateških dokumentov imamo objavljenih tudi na spletni strani, se pravi, je namenjeno javnosti. Določeni strateški dokumenti, sploh tisti, ker gre za razvijanje nekih novih dejavnosti, nekih novih storitev, pa so prisotni seveda samo na intranetu. No in potem je še tak tretji največji element, ki sem ga prej že nekajkrat omenil, razvijanje lastnih aplikacij. Tukaj imamo srečo, da imamo zelo usposobljene kolege oddelka za informatiko, ki so začeli razvijati določene aplikacije, določene, kako bi rekel, orodja za obvladovanje določenih delovnih postopkov. Eden izmed najbolj poznanih je Belinfo, se pravi beleženje informacij, orodje za delo z kolegi informatorji, ki delajo z uporabniki. Potem naslednji element, ki je zelo pomemben, so potem delo z raznimi izterjavami, potem komunikacija z uporabniki preko infoterminalov, preverjanje stanja omrežja. En večjih elementov, ki ga bomo posebej enkrat naslovili, je tudi spremljanje dogodkov, torej aplikacija za prireditveno dejavnost. Tega se že veselim, ko bo enkrat zadeva lahko tudi širše predstavljena. Sicer je pa te aplikacije se razvijajo glede na potrebe, ki jih izkazujejo tudi kolegi iz naše knjižnice. Ko se pojavi nek element, ki bi ga želeli avtomatizirati, ga potem poskušamo razviti z kolegi iz oddelka za informatiko.
Zdaj, tukaj en zelo fajn element mi je tudi tale stanje omrežja, kjer lahko kolegom neposredno takoj sporočamo, če je prišlo do kakršnekoli urgentne zadeve. Ne vem, izpad elektrike, da je prišlo do žledoloma v Zadvoru, pa potem se informacija takoj pojavi na intranetni spletni strani. Tukaj je tole stanje omrežja. In tudi zadeva je barvno označena. Podoben element, kot ste ga morda zaznali tudi na naši novi spletni strani, kjer imamo posebej pasico, kjer je izpostavljena neka urgentna informacija ali pa posebna informacija, na katero morajo biti uporabniki pozorni. Zdaj, da ne bi bil predolg, bi mogoče še omenil, da intranetna spletna stran je zelo prav prišla za časa informiranja kolegov o postopkih, korakih, navodilih, stanjih, ki so za časa korona krize. Torej, kaj zdaj velja, katere pravilnike, kako se moramo ravnati. Tako da smo prav posebej zasnovali zavihek Korona Info, ki upam, da jo bomo kmalu umaknili z naših internetne spletne strani, ker počasi imamo pač dosti. Ampak dokler še ni čist šla iz našega vsakodnevnega življenja, pa tukaj še vedno aktualiziramo vse tiste informacije, za katere želimo, da imajo kolegi dostop. Pa naj to, kakšni so trenutni higienski ukrepi, kakšni so delovni postopki, kakšni so postopki za delo na domu, in podobno. Tako da, če bo kakšno vprašanje, pač na koncu, ali vprašanje. Sicer pa hvala lepa za vašo pozornost.